V teh dneh praznujemo zato, ker se spominjamo dogodkov iz druge svetovne vojne. To našo domovino so agresorji napadli iz severa, iz zahoda, iz vzhoda in jo želeli ponoviti oziroma obnoviti, spremeniti v nemško deželo. Vendar bili so svobodoljubi, bili so zavedni ljudje in so šli v organizirano borbo proti agresorjem. Tukaj nižje dol, ob sožitju oziroma izlivu Rupovščice v sotočju Rupovščice in Save, je nekoč stal mlin družine Šorli, kjer pa je že bila od jeseni leta 1941 javka za povezavo med aktivisti na terenu in aktivisti v Kranju in okolici. In v tem Šorlijevem mlinu je spominsko obeležje 3, ki so padli. Ja, 3 borci so pač padli zaradi izdajstva domačinov v bitki 1944 na ta dan prve pomladi in temu primerno se tudi oglašamo za dan mrtvih ob spomeniku in tudi na današnji dan, ko je, kot sem že rekla, naša krajevna skupnost zadržala to priznanje ljudem, ki so žrtvovali svoje življenje, da imamo krajevni praznik. Krajevna skupnost Vodovodni stolp praznuje kar nekaj dni. Kakšne prireditve se še obetajo do konca? Danes popoldne imamo v naši osnovni šoli Simonjenko srečanje z krajani, z nastopom učencev osnovne šole. Nagradimo tudi najkrajana, letos imamo najkrajanko in po končani prireditvi imamo malo prijaznega, dobrodelnega, tudi istočasno, če je v tem smislu določen dogodek, druženje. Še posebej pa vabite v petek na Vodovodni stolp krajane, krajanke? V petek popoldan vabimo krajane na prireditev skupaj s komunalo Kranj na odprti dan vodovodnega stolpa in tudi predstaviti strani komunale Kranj, kaj je dobra voda, ker jutri je svetovni dan vode. Pravzaprav imamo pa še bolj zanimivo, mogoče tudi za mimoidoče, ne za vnaprej usmerjene naše obiskovalce. Na zunanji strani vodovodnega stolpa bojo izvali vaje kranjski jamarji, in sicer za vzponi in spusti in tudi reševanje poškodovanih oseb.